Lep pozdrav, tu Blaž, danes pa bom govoril o podrejenosti denarju. Namreč ljudje sprejemamo denar kot nekaj samoumevnega, kot nekaj popolnoma kot nek sistem, neko dejstvo, o katerem se nikoli nič ne vprašamo, kar sprejemamo ta denarni sistem in se mu podrejamo, popolnoma. V vseh pogledih se popolnoma podrejamo denarju, tej ideji o denarju in kaj denar predstavlja, in se večinoma nikoli ne vprašamo, kaj sploh denar je, od kod denar izvira, kaj sploh pomeni denar, kako se ustvari sploh denar, kje se ustvari denar, kdo ustvarja denar, zakaj in po kakih postopkih in principih sploh ustvarjajo denar in tako naprej. In posledično seveda imamo družbo, v kateri se vsi podrejamo temu denarnemu sistemu, ne glede na to, kakšne hude posledice ima to, seveda. In posledično tudi večino ljudi se niti ne vpraša nikoli, če je mogoče naš denarni sistem sploh smiseln, ali sploh podpira življenje ali ne. In večina ljudi sploh ne išče niti rešitev za vse probleme, ki jih imamo na svetu, v izvoru tega, kako upravljamo z denarjem, kako ustvarjamo denar in kako denar sploh deluje. No, zato je zdaj čas, da se začnemo spraševati o tem, kaj to je denar, od kod izvira in tako naprej. Sicer tisti ljudje, ki na internetu malo raziskujejo, že ogromno teh ljudi tudi že raziskuje o denarju, od kod izvira in tako naprej. Ampak še vedno je pa izjemno malo nekih predlogov ali pa rešitev, kako boljš zasnovati denar, samo ideje o tem, kaj denar je in kako bi z denarjem naj upravljali, da bi bilo najboljše za vse, se pravi, da bi denar podpiral življenje vseh. In zato vam danes tudi predstavljam rešitev, ki smo jo zasnovali v Fundaciji Enakovrednega življenja, mednarodni fundaciji, kjer se sprašujemo takšna vprašanja in kjer želimo dejansko z tudi svojim lastnim zgledom prispevati k temu, da ustvarimo sistem, ki bo dejansko najboljši za vse, v katerem bo dostojno življenje vsem zagotovljeno. In seveda, ko smo to v sklopu tega raziskovanja, smo ugotovili, da sam denarni sistem ni prav zasnovan. Zato, ker večina ljudi se slepo podrejamo denarju, čeprav še vedno obstajajo ljudje, ki se mu ne podrejajo, ki imajo v rokah škarje in papir in odločajo, kako se ustvarja denar, kdaj, kje, kam in koliko. In seveda tisti ljudje niso podrejeni denarju, se pa vsekakor smejijo vsem nam drugim, ki se podrejamo tej ideji o denarju. Zakaj smejijo? Zato, ker pač brezglavo sužnjujemo dejansko tem ljudem v prid, tem bankirjem ali pa komurkoli že privatnim združbam, ki pač upravljajo z ustvarjanjem denarja in pretokom denarja. Torej, predlagam, da si v sklopu rešitve, kaj bi bila veliko boljša rešitev, preberete predlog, ki se imenuje Enakovredni denarni sistem. Zdaj v prejšnjem videu recimo sem razlagal, oziroma v enem izmed prejšnjih videov sem razlagal o predlogu za zagotovljen življenjski dohodek. To je tak predlog, ki je najbližje temu, kar imamo zdaj, in hkrati bližje zagotavljanju dostojnega življenja za vse ljudi. Še vedno pa je to tak kompromis nekje, ta zagotovljen življenjski dohodek. Se pravi, kako dejansko gledati na denar in osnovati družbo, kjer bo denar podpiral življenje v vseh pogledih, je pa predstavljeno v tem predlogu, ki se imenuje Enakovredni denarni sistem. In bom tudi spodaj podal link in si lahko preberete, zakaj se gre, kakšna je ideja tega in kako bomo lahko dejansko postopoma denar začeli preoblikovati v neko podporno orodje,
ki bo služilo vsem ljudem in podpiralo nas vse ljudi pri tem, da imamo in si drug drugemu zagotavljamo dostojno življenje. Ne pa tako kot zdaj, recimo, ko ta denar, idejo o denarju, neka peščica ljudi zlorablja za svoje osebne koristi, ker pač želijo recimo vladati svetu, biti močni in vplivni in živeti kot kralji in izrabljati druge ljudi, ki pač pustijo se usmerjati in biti zlorabljeni. To smo mi torej, ne? Da pač se to dogaja. Torej, čas je, da prevzamemo odgovornost zase in za to, da se seznanimo s tem, kaj denar sploh trenutno je, kako se ustvarja in zakaj, kakšne posledice ima to, zakaj to ni v redu. In da se seznanimo tudi s tem, da že vemo in da že obstajajo rešitve, kako denarju spet povrniti tisto primarno vlogo, ki je pač ta, da mora denar podpirati življenje vseh, torej dostojno življenje vseh, ne pa da se uporablja za zlorabo drugih ljudi. Ok, to je danes vse. Hvala za poslušanje in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!